tako globoko noter v jami, da bom težko ven splezala. Treba, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Ta video zdaj snemam drugič, ker sem bila prej preblizu kameri, se mi zelo ful čudno. Tako da gremo kar video. Torej danes, tako ste videli že po naslovu, bom govorila o negi kože, kaj uporabljam. Jaz sem pred kratkim imela res ful težave s kožo, pač zadnje 2-3 leta se mi zdi, da sem imela res ful problematično, skozi sem imela neke mozolčke, bolelo me je vse, pač ful imam občutljivo kožo po novem, kar naenkrat. Načela po celem telesu, ne vem od kdaj. Predvidevam, skoro sem začela jesti kontracepcijske prvič in sem potem jih nehala, da pač se mi je vse skupaj zrušilo. Ampak, okej, jaz, preden vam karkoli povem, pač nisem dermatolog, se ne spoznam na te zadeve, govorim sam iz lastnih izkušenj, kar meni pomaga, kar se meni zdi okej, ampak to ne pomeni, da bo vam pomagalo, ker smo vsi različni in fajn je probati stvari, da veš, če pa imaš res neke ful težave, pa ne boš, da se gre direkt dermatologu, zaradi tega, ker če kakšna hormonska stvar, pa kaj takega, vam bolj ne bo znali pomagati. Ok, bom začela pri večeru, po celem dnevu, ko pridem domov, si najprej umijem obraz, oziroma si obraz parkrat na dan umijem, ker ful ne nosim preveč make-upa, tu zdaj recimo ga nimam skoro nič, sam trepalnice imam, pa pač kremo proti soncu, ker grem delat. In prva stvar, ki jo uporabim, ko pridem domov in si obraz umijem, je pač ali voda, če pridem popoldne, drugače pa si umijem z tem čistilcem Bioderma, od Bioderme, Soothing Micellar Cleansing Foaming Gel se to imenuje, v glavnem, ja, se sploh ne vem, glavnem, ful je prijeten, ko si umivam z njim, nimam občutka, da imam tako zategnjeno kožo, me ne peče nič in mi je res ful fajn, ga sem že pri koncu skoraj, se vidite, imam ga pa že v bistvu par mesecev, če se ne motim, mislim, da začetka karantene, nekje, oziroma malo prej marca nekje, mislim, da sem ga kupila, zdaj pa imam juli, tako da ga imam že kar nekaj mesecev, grem proti koncu in bom najverjetneje nabavila novega. Ne vem, če bom nabavila istega, ker pač bi še rada eksperimentirala, ker bi rada probala še od ene druge firme, bom spodaj v bistvu linkala, kaj bi rada probala, ampak ja, definitivno je ta ful super. Če bom pa dejansko kjerega drugega uporabila, pa v bistvu ne boš, da me spremljate na Instagramu, bom vam tam malo povedala pa kaj, da ne bom delala milijon videov. Potem, ko se s tem umijem, če slučajno imam kakšen make-up gora, pa v bistvu tudi kremo proti soncu, vse včasih ful goste in ostanejo na obrazu, uporabim od Bioderme micelarno vodico. Kot vidite, res ful malo sem porabila in to imam isto od marca, kar pač pomeni, da res ne nosim make-upa, ker bi ga malo več porabila. Te micelarne vodice od Bioderme so malo dražje kot recimo ne od Garniera ali kaj takega, ampak so meni te dosti boljše, nikoli me nič ne peče, pri Garnieru pa sem vedno imela neke izpuščave, pa neko pač me peklo, ker se pravi, imam zadnje čase ful občutljivo kožo, medtem ko prej ni bilo panike, jaz sem si prej samo z milom faco umila to. No, zdaj več ne morem, teda uporabljam tole, ful super, ampak tudi nimam ful izkušenj z drugimi, probala sem od La Roche, I don't know, pa od Garniera in mi nista le preveč všeč. Potem jaz uporabljam kemični peeling, mislim se reče kemični peeling, ampak v bistvu tekočina, ki sem jo videla pri eni youtuberki, ki jo jaz gledam, zaradi katere imam ogromno stvari, več stvari, ko sem imela prej, vam bom spodaj linkala njen video, ki mi je bilo ful cool, in to je ta od Paula's Choice Exfoliant z BHA liquid pa celiac acid ima noter. In lahko uporabljaš enkrat ali dvakrat na dan, po obrazu in po vratu, in pač načeloma spereš, ampak pri teh je ful pomembno, da nosite kremo proti soncu, o kateri bom govorila malo kasneje, ampak če uporabljate kaj takega, ta stvar je sicer kar dragala, mislim, da je stane 32-36 evrov, bom spodaj linkala, ampak je tudi meni osebno najbolj vredna, meni se zdi, da mi je to najbolj popravilo kožo. Ne morem tega garantirati, ampak se mi zdi, da če bi eno stvar 100% pač predlagala, je to, pa ena krema za pod očmi, ki bi vam bolj pokazala, ampak tu morate 100% zraven uporabljati kremo proti soncu. Je pa meni osebno ful super, ampak zdaj sem si kupila, kaj sem pri koncu, pač dvakrat še maybe. Potem sem si pa v bistvu kupila tudi od Paula's Choice ta Clear, ki je moder, ki je za bolj problematično kožo, ki je v bistvu za blemish prone skin, ker pač jaz imam meni ful od teh mozolčkov mi je ostalo, so mi rane, ki jih imam že več ful dolgo in so bili mozoli recimo pred pol leta, pa jih še imam. Teda sem si zdaj to še kupila, ker je to bolj za problematično kožo
in take čase, pač zadnje čase imam jaz ful kar nekih mozolčkov, ki se nastajajo in se mi zdi ta boljša za to, kaj jaz rabim. Stanete nekje isto, spodaj bom linkala obe. Potem pa odvisno, zdaj čez večer ne bom uporabljala sončne kreme, oziroma nekaj časa sem jo, ker tudi ta od Bioderme, vam čez sekundo pokazala, je tudi lahko si daš jo kasneje gor, ker tudi v bistvu je after efekt po soncu, ampak hkrati te zaščiti pred soncem. Zdaj, za oči, o kateri sem govorila, da je tudi ena must have pri meni, je ta od, jaz tega ne znam izgovoriti, ne vem, ampak tale, to je nova tubica, to je stara, kljub temu, da zgleda, kot da je še polna, ampak pač ima ful zraka noter. Dam jo pod očmi, direkt tukaj. Ta je kao for sensitive eyes, ker jaz imam ful, pa če si dam make-up gor in me oke takoj začnejo peč, moram imeti še kapljice za oči, če hočem kak make-up ali tajega, pa sončno kremo preblizu očem. Ful me moti vse. Imam ful občutljive oči in tale je res ful super, pa ful je masna, sem že probala njih par krem za pod očmi in tam je najbolj všeč, ker se mi zdi, da tak pač najbolj naravna, nima vonja, ne vem, če je najbolj naravna, pa pač taki feeling imam, ful lahka je, kljub temu, da je ful masna, se mi zdi, da ti ful navlaži spodaj pod očmi in meni je osebno ful super. Tada to je ena stvar, ki bi tudi ful predlagala, je nekje 11 € ali 15, lahko kupite pri nas v lekarnah, te firme pa Biodermo, vem, da lahko 100% kupite pri nas, ker jaz zdaj kupujem, prej sem pri Notino, bom tudi spodaj linkala, zdaj pa pač pri lekarni, ker ima tam neke točke zvestobe, če imaš kartico in pač dobiš ene storila dosti bolj poceni. Torej to dam pod očmi in potem si dam na obraz kremo oziroma zdaj ta hidracijski gel od Vichyja. Probala sem tudi od Clinique. Clinique mi je bil ful super, oni ID, ko si še lahko daš nekaj zraven, pač ful mi je bil fajn, ampak je kar drag. Sicer dobiš več kot tukaj, tak dvakrat več, da na koncu si približno tu nekje, sicer je Clinique še vedno dražji, za 10 €, ampak ta je res ful dostopen, pač dobiš ga v lekarni, kjerkoli, kadarkoli, pa zdaj je znižen za, mislim, da je bil 15 € na to kartico zvestobe, teda ja, pa pač meni je ful fajn, ker jaz imam v bistvu kar masno kožo in sploh zadnje čase, se pravim, prej nisem imela in mi one kreme pač masne mi pač naredijo še 10 bolj masno in se cela svetim in se vse lepi na mene. Ta mi je ta ful fajn, ker je ful taki lahki, pa ful se vpije in se mi zdi, da je tak bomba hidracijska. Dve kremi, ki sem je v bistvu kupila v času, ja, marca še, ko je še bilo pač kao malo hladneje. In tale je prva, ki sem je kupila, CeraVe, ne vem, kak se izgovori, ampak ta je meni pač ful super, najbolj všeč, kaj mi je pri tem, je tale pumpica, ne, da pač daš in ga res lahko porabiš čisto do konca, jaz nobene kreme še nisem tak fejs porabila, kot je to. Potem druga je potem ta od Bioderme, ki je ful masna in je v bistvu za suho kožo, bolj kot ne, sensitive to very, mislim dry to very dry, ker pa čas nisem, teda mi je naredilo še bolj masno. To zdaj uporabljam na vratu ali pa pač na komolcih, pa tudi po obrazu sem, ampak na obrazu res ostane masno kar dolgo, jo pa včasih nosim recimo kot neko masko, grem spat. Tale mi je ful super, tega bom še definitivno kupila, ker se tudi hitro vpije, kljub temu, da je krema, pa pač je za kao zvečer. Teda bom recimo zjutraj uporabljala tega od Vichyja, zvečer pa potem tole. Drugače pa, zakaj govorim o teh na pumpico? Ker dejansko, ko sem jaz brala, gledala, naj bi, če imaš ti tiste produkte, ki se odpravijo in greš s prstom noter, bi naj tvoje bodily fluids, oziroma pač olja, telesna olja, spremenila, pač uničila tisto bazo, oziroma, zdaj sem samo, kako se reče, kemično strukturo, ne vem, ampak pač naj bi tistim jo pokvaril in spremenil in pač naj ne bi bilo več tako učinkovito. Potem pa smo pri meni najljubših stvareh, to pa so kreme proti soncu. Jaz sem ful bela, kot vidite, pač jaz sem res ful bela, vedno sem bila, če sem bila na morju 1 mesec, sem bila isto bela, malo bolj temna sem postala, ampak nekaj dosti. Vsi so se mi vedno norca delali, ampak pač imam tako kožo in ne morem pomagati pri tem in mi je okej in jo tudi skušam obvarovati pred soncem, ker je pač ful nevarno in definitivno nočem imeti kakšnega koli težav z njim, mislim z soncem, zaradi sonca, ampak v bistvu ne samo, da pač bi lahko dobil kožnega raka, kar je pač ekstrem, ampak tudi pač te postara, pa dobiš potem neke pikice, pa jaz imam že itak, se mi zdi dosti teh znamen vse posod, kar je še pač bolj nevarno, tako da ja, okej, gremo zdaj na njih. Imam jih kar nekaj. Prvega, ki sem ga uporabljala, marca kupila, je tale od La Roche, ne vem, kak se temu reče, bom svoje linkala, ful super, ker je na pumpico in se sprazni,
Tam je bil res ful vrejo. Zakaj sem ga menjala? Sem zaradi tega, ker sem hotela probati še te od Bioderme, ampak niso me oči pekle po njih, ni me nikoli sonce opeklo, bil mi je načeloma super, je bil malo bolj masen, ampak načeloma je bil ok. Potem sem preklopila na Biodermo in sem v bistvu tudi vprašala tam v lekarni, če mi priporoča bolj Biodermo ali tisto, ali prejšnjo kremo, in je v bistvu gospa rekla Biodermo, zaradi tega, ker tudi upravljam te kemične peelinge in to, in je pač rekla, da bi ona meni bolj priporočala tole zadevo. Ta je ful fajna, ima zelo veliko very high UV protection in je za pač damaged skin, in pač meni je ful fajna bila, edino kam je pri tem ful moti, je dejstvo, da je ful masna. Ni bela, ampak je tak masna, da pač jaz že tako imam masno kožo, se mi ne vpije in pač imam vse polepljeno v obrazu, pač vsi lasi, vse, in se moram bolj potopkati z kao papirnato vrečko, z listom, papirom, brisačko, ampak potem ti tak vzame dol kremo. Tako da tale je ful premasna za mene, kljub temu, da sem pač, vidite, sem kupila novo, zaradi tega, ker pač mi je bila tak vrejo, ampak več ga uporabljam, če sem si hotela dati make-up gor, ko sem zadnjič hotela probati, je fora, da pač ta je ful oljasta, ono pa je kao oil free in se je čisto tako popackalo, in se nikakor ni šlo primiti na moj obraz in več bilo je obupno, tako da, ja, ne morem make-upa jaz nositi po tem, mislim nad to. Za ono drugo ne vem, ker nisem nikoli probala, ampak se mi zdi, da ko sem, da je bilo načeloma ok, ampak telo pa res tak face masna, da pač je noro, pač res ful masno. In zdaj uporabljam tako včasih po vratu, ali pa pač po rokah tudi po dlaneh, kakorkoli. Teda ja, in zdaj sem kupila novo in ta je tudi od Avene. To mi je tudi v lekarni predlagala, tudi je na pumpico. Imajo tudi tako na pumpico, ko sem vam prvo kazala, podobno tisti, ampak mi je pač v lekarni farmacevtka predlagala, da naj vzamem to, ker pač imam ful masno kožo in ta je kao v fluidu, ona pa je pač krema, in sem poslušala, vzela to. Ta mi je to zdaj najboljša, je ful bela, ampak sem si zdaj dala pač make-up preko, zdaj ga pač nosila make-up preko, I guess, pač malo foundationa, toliko da mi izenači, da nisem bela. Tako da jaz bi v bistvu to priporočala najbolj z mojih osebnih izkušenj. Ja, upam, da sem vam povedala približno kak in kaj. Potem so še dve drugi stvari, ki jih pač uporabljam. Ena stvar je moj, čakajte, bom šla kar po to. Torej, ena stvar je ta klobuček, s katerega se mi vsi norca delajo. Glej, lahko si delaš norca, jaz si dam to gor, ko je ful močno sonce, grem na avtobus, grem delat, drugače se itak ne zadržujem preveč na soncu, če se si jo dam gor, naj se mi folk smeji, ampak jaz si hočem zaščititi svoj obraz pred gubami. In ja, druga stvar je pa ta silky zajpojšter, malo sem si kupila premalo, vam spodaj linkala, z Amazona sem jo kar naročila, ampak mislim, da ima tudi In Bed with Clara, sem pol videla, ko sem to naročila, tako da vam bom linkala tudi nje spodaj. Ampak ja, pač mislim, da je taki pač silky, svileni, ti naj bi bili ful vrejo za kožo, za lase, ne vem zakaj točno, ampak tako pravijo. Teda sem si naročila, probala in pač na tem je ful fajn spat. Ko enkrat probaš na tem spat, pač ful. Jaz nisem mogla verjeti. To je ful smešno, jaz če zadnjič, ko sem prvič spala, včeraj, ko sem prvič spala na tem, sem tak, oh my god. Ful je pa prijetno, res ful je pa prijetno. Moj fant je tak, moj fant je probal in polje kar hotel biti na mojem pojštru in mi tudi malo z glavo gor in smo tak, no boo, it's mine, ne hico se. Ampak ja, ful sem tudi glede tega, glede pojštra in takih stvari, ful ne maram, če kdo spi gor na moji posteljnini, ker jaz ful ne maram, ko švicam, ali pa na obrazu, in ful ne maram, če je nekdo ful švicen v obraz in prije preblizu mene, ker sem tak, ker me sami prišel to gor na moj obraz in potem, če jaz spim na istem pojštru kot nekdo drug in so njegove telesni izcedki gor, you feel me? Ne vem. Ja, teda glede tega pojštrčka skušam imeti res svojega, pazim, kateri je moj, kar se ful smešno čuje in tak, ampak pač se malo čudno glede takih stvari, sorry, sumi. To je to. Hvala, da ste gledali ta video, če vam je bil všeč, ga lajkajte, ne pozabite se naročiti. Naslednji teden verjetno prija od Function of Beauty, glede las, ker vem, da to vas ful zanima. Potem pa upam, da se prija še v kaj videi. Adijo.